Kaj mislite? Ali Slovenci sploh še varčujemo? Ali investiramo za večjo stabilnost osebnih financ? Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. Hiter pogled na obseg depozitov slovenskega prebivalstva na bankah, ki vztrajno narašča in trenutno znaša že preko 24 milijard evrov, bi nam lahko predstavil napačno sliko in bi na vprašanje zgoraj odgovorili z da. Realna slika pa je vendarle precej drugačna. Zaradi povečanega obsega denarja oziroma visoke likvidnosti finančnih trgov so banke znižale obrestne mere za depozite v bližino 0%. Glede na ekspanzivno politiko, ki jo zasledujejo centralne banke, tudi v bližnji prihodnosti ne pričakujemo premikov pri politiki bank glede obrestnih mer. Poleg praktično ničelnih obrestnih mer pa naše prihranke ogroža tudi inflacija, ki vztrajno znižuje našo kupno moč. Investiranje v delnice in druge finančne inštrumente je povezano s tveganji. Čeprav nekateri ekonomisti in finančni strokovnjaki pravijo, da trenutna stopnja inflacije ni skrb vzbujajoča, se je inflaciji skoraj nemogoče izogniti. Od rabljenih avtomobilov do osnovnih življenjskih potrebščin inflacija še naprej dviguje cene blaga po svetu. Iz preteklosti je znano, da se tudi v času finančnih kriz skrivajo večje poslovne priložnosti za investitorje. Predvsem je glede inflacije manjša izpostavljenost, vkolikor se vlaga na področju nepremičnin in vrednostnih papirjev. Med vlagatelji v nakupe podjetij je trenutno precej razgreto ozračje. Namreč velja načelo, vkolikor se investira v podjetje, kjer niso potrebna kapitalske naložbe, je to lahko odlična poslovna priložnost za obdobje finančne krize. Vkolikor je potrebno poleg nakupa podjetja planirati dodatne kapitalske naložbe, pa so lahko donosi v finančni krizi bistveno slabši, kar je dodatno tveganje. Prav tako je v času finančno nestabilnih obdobij tvegano trgovanje z javnimi podjetji, ki praviloma prinašajo manjše donose in jih nestabilne finančne razmere dodatno oslabijo. Iz vsega navedenega nam vzdržljivost in odpornost podjetja spodbudi razmišljanje, kako le to razviti in zgraditi. Ravno krizna obdobja so tista, ki nas soočijo s tem, ali bomo zrasli ali potonili. Odpornost podjetja lahko preverimo tako, da ocenimo, kako hitro se je podjetje sposobno prilagajati na dane razmere in posledično iz tega tudi zaposleni lahko sporedno gradijo na svojih osebnih financah in predvsem na njihovi stabilnosti. Torej, pogumno sprejemajmo dobre poslovne odločitve. Ne živite v preteklosti, ne sanjate o prihodnosti, ampak osredotočite se na sedanjost.